Če pogledate zelo natančno kazalce stanja v Slovenski vojski in pa njihovo financiranje, potem lahko ugotovite, da v zadnjih letih se je praktično obrambni proračun razpolovil. Če sem natančnejši, 40% je manjši obrambni proračun danes, kot pa je bil na primer pred 6 leti. Vse to govori v prid temu, da ko so se zmanjševala sredstva, je praktično nekako število vojakov ostajalo na približno enaki ravni in posledica je lahko samo to, da če so plače ostale iste, da se je bistveno zmanjšal denar za investicije in razvoj Slovenske vojske. Vrhovni poveljnik Slovenske vojske, predsednik republike, je nedavno ugotovil, da so razmere v mirnem stanju v vojski kritične, v primeru nemirov oziroma vojnega stanja ali kriz pa celo neprimerne in neustrezne. Vse te stvari seveda od vsake odgovorne vlade terjajo neke konkretne odgovore in tudi dejanja. Naša poslanska skupina je tudi na odboru za obrambo že večkrat poskušala odpreti in tudi odprla debato v zvezi z obrambnim proračunom. Slovenski obrambni proračun je primerjalno z drugimi NATO državami praktično najslabši, najbolj zaskrbljujoč. Prinesel sem vam en graf, kjer se lepo vidi nek aksiom, ki velja znotraj NATO. NATO-va priporočila so, da naj bi država za obrambni proračun namenjala 2% svojega BDP-ja in znotraj tega obrambnega proračuna 20% za investicije. In zdaj, če pogledate ta graf, lahko ugotovite, da na tej strani, desni strani so tiste države, ki namenjajo več kot 2% BDP-ja za svoj obrambni proračun, tiste države, ki so pa na zgornji polovici, pa namenjajo več kot 20% za investicije v svojih oboroženih silah. In zdaj države, ki so v tem kvadrantu, torej bi rekel z NATO vidika so varne države. To so tiste, ki namenjajo več kot 2% za obrambni proračun in več kot 20% za investicije. Med njimi najdete Poljake, Britance, Američane in podobno, tudi Grki se celo temu zelo približajo. No in tukaj pa vidite praktično Slovenijo. Slovenija namenja za svoj obrambni proračun manj kot odstotek svojega BDP-ja in praktično manj kot odstotek za investicije. To je nič drugega kot pot v propad slovenskih oboroženih sil. Na te stvari nas v zadnjem času opozarjajo tudi predstavniki NATO, ne uporabljajo niti več diplomatskega jezika, ampak odkrito in odprto govorijo, da Slovenija mora prevzeti svoj del bremena, da zavezništvo NATO ne predstavlja zgolj koristi in ugodnosti, ampak da mora vsaka država tudi prevzeti svoj del odgovornosti za skupno varnost znotraj zavezništva. Slovenija žal ne izpolnjuje svojih zavez, Slovenija ne izpolni niti tistega, kar je premier Cerar že obljubil generalnemu sekretarju NATO, niti tistega, kar je obrambna ministrica obljubila. Zaradi tega vse v Novi Sloveniji predlagamo in smo to s pomočjo odbora za obrambo poskušali narediti, da bi se politika politično zavezala, da vsakem izmed prihodnjih proračunov izdatke za obrambo in varnost poveča za 0,1% BDP-ja, dokler ne dosežemo raven 1,5%, toliko kot smo nekoč že dosegali. Na deklarativni ravni, ko poslušate koalicijske poslance, seveda vsi to podpirajo in se za podobne stvari zavzemajo, ko pa je potrebno se za to odločiti, izraziti svojo odločitev tudi z glasom za, takrat pa zadeve zaškripajo in koalicijski poslanci najdejo vrsto razlogov, zakaj tega ne storijo. Mi se zavedamo, ker smo tudi za odgovorne in uravnotežene javne finance, da če povečaš nekemu sektorju države, v tem primeru obrambnemu sektorju, sredstva, potem moraš te stvari nekje odvzeti oziroma zbalansirati. In vse predlog Nove Slovenije je, da ta denar pridobimo z naslova subvencij, zlasti tistih subvencij, ki so se doslej izkazale kot izjemno neučinkovite. Gre za naše predvsem logično načelo, zakaj bi država najprej denar pobirala od vseh, da bi ga nekomu
razdelila. Mnogo bolj učinkovito je, če ti država omogoči davčne olajšave in na takšen način spodbuja tvoje delo. Skratka, da ne boste dejali, da samo govorimo o tem, kako je potrebno izdatke za obrambni proračun povečati. Povedal sem tudi naslov, kje mi vidimo, da bi se dal zagotoviti denar za to povečanje. Je pa jasno in nedvoumno, in to je javno povedal načelnik generalštaba dr. Osterman, da vojska danes ta trenutek potrebuje 46 milijonov evrov zgolj za normalno delovanje. Torej, če želimo vzpostaviti neko normalno delovanje Slovenske vojske danes, je nemudoma potrebno zagotoviti 46 milijonov evrov. V tej smeri vlada in pa vladna koalicija ni storila nič, zaradi tega jim želimo v Novi Sloveniji in v SDS-u pomagati s to izredno sejo, da se vendarle jasno izpričajo in na koncu tudi se politično zavežejo, da bodo šli v smeri povečanja obrambnega proračuna in s tem tudi izboljšanja razmer v Slovenski vojski. Še celo več, mi na to sejo nameravamo povabiti tudi vrhovnega poveljnika oboroženih sil, predsednika republike, da tudi on svojo moralno in etično tero, če želite tako, da zelo jasno sporočilo poslancem, da zdaj ni več heza, živimo v nepredvidljivih in varnostno občutljivih časih, ki terjajo povečanje sredstev za obrambno in varnost, in to je potrebno storiti. In v tem duhu je tudi predlagana ta seja.